Tokrat se vprašamo, ali avto servisirati pri uradnem serviserju ali iti k nepooblaščenemu. Potem pa vstopimo v prav posebno delavnico, tovarniško, v kateri obnovijo stare Renaulte. Zapeljamo pa Fiat Tipo Cross, Peugeot 308 SV Citroen Berlingo in spoznamo Alfa Romeo Tonale. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes se dotaknemo vprašanja, ki je zanimivo za prav vse lastnike avtomobilov. Ali avto po 3 ali 5 letih, takrat, ko že poteče garancija, leasing oziroma jamstva, še voziti na pooblaščen servis ali je že čas, da se prestopi k nepooblaščenemu, ki bi mu bilo prav reči neodvisnemu serviserju. No, bog ne daj servisirati pod kozolcem, ker tam ni nikakršne sledljivosti oziroma primerjave kakovosti izdelave oziroma popravila. Je pa res... Pa tudi ekološko ni, kot smo že v avtomobilnosti opozorili. Tistim pod kozolcem nimajo nadzora, kako ravnajo z odpadnimi olji in drugim materialom. To je res. Ampak na koncu, ko gledamo pooblaščen oziroma nepooblaščen servis, velikokrat primerjamo samo ceno, ne pa tega, kaj dejansko od servisa dobimo. Ko gre za avtomobile, je strokovnih mnenj v vsaki prijateljski debati, kolikor hočemo. Mnogo jih temelji na predsodkih, ampak dolgoletnim načelom danes ne gre več slepo zaupati. Črno-belo ni niti pri servisnih posegih. Avtomobil je tako zelo kompleksen izdelek, da lahko celo oko in uho izkušenega soseda mehanika zatajita. Namreč, čeprav izkušnje večinoma zadostujejo, pa se v nekaterih primerih avtomobila ne da popraviti brez ničel in enk. In kdo ima več ničel in enk, tisti, ki je pri koritu ali tisti, ki se hrani vse posod, to je vprašanje današnje zgodbe. Naj današnjo zgodbo začne retorično vprašanje. Je storitev pooblaščenega serviserja dražja? Seveda, da je dražja. Sama storitev je dražja prvo zaradi najemnine diagnostičnega orodja, katero ni poceni. Potem je vzadaj kup standardov, zlatih pravil, za katere je treba skrbeti. Potrebno je skrbeti, kako vozilo vzamemo na servis, od same zaščite, od izgleda mehanikov. Potrebno je upoštevati standarde, se pravi v samem izgledu servisa. Imeti je potrebno orodja, da se vse to lahko upravlja, kar proizvajalec zahteva, se pravi neko specialno orodje, ki ga vsak serviser mora imeti v hiši, da je lahko pooblaščen serviser in tak seznam se dobi v samem začetku podpisa pogodbe in začetek pooblaščenega servisiranja. Seveda to stane. Istočasno je treba skrbeti za zalogo, treba je skrbeti za izobraževanje servisnih svetovalcev, mehaničnih delavcev, strokovnih tehničnih svetovalcev, tudi ta šolanja niso brezplačna in to vse stane, vse skupaj. Poleg tega je treba skrbeti za primerno zalogo nadomestnih delov, tudi to stane. Ne skačemo za vsako vozilo, ki pride na servis v trgovino, pa nazaj, pa v trgovino, pa nazaj. Dela se predpriprava rezervnih delov, se pravi, ko stranka pride na servis, naj bi načeloma za ta vozilo material bil na nekem vozičku, se vzame, se odpelje do vozila in se te zadeve zamenja. Vkolikor se ugotovijo dodatne nepravilnosti, se upravi videoček vozila, stranki pošljemo video, da lahko naknadno potrdi ugotovljene napake, potrdi zadevo in jih potem seveda zamenjamo, če se stranka s tem strinja. Vsi nudimo garancijo na rezervne dele, moramo 1 leto garancije nuditi, ne nudijo pa vsi tudi garancije oziroma jamstvo na opravljeno delo. Pooblaščeni servisi poleg garancije na vgrajene dele nudijo tudi garancijo na to, kar so naredili. Vedno je vzadaj vse skupaj zabeleženo na računalniško v sistemu, tako da vedno vemo, kaj je bilo narejeno. Poleg teh zalog in vsega je treba poleg plačevati še takse za uničenje, odvoz olja, uničenje pnevmatik in tako naprej in kup enih državnih davščin. Dražja storitev sicer pogosto vključuje tudi jamstvo, pa recimo tudi asistenca v primeru težav, vsekakor že to učinkovito zniža razliko v cenovni primerjavi. In to celo pri tistih strankah, ki ne želijo zapravljati za ustrezno barvo jakne serviserja, ter jim nasploh ni mar za okolje, pravice zaposlenih in pa za standarde proizvajalca avtov.
Ampak na snemanju tokratnega intervjuja smo se naučili predvsem to, da so razlike v servisih v tem, katero diagnostično orodje, katero programsko opremo uporablja serviser. Čeprav razumem, tukaj govorimo o tem, kdo ima več podatkov. A prav razumem? Pravilno. Proizvajalec vozila ima največ znanja in podatkov v delovanju njihovih produktov. Tudi nepooblaščeni serviserji najdejo napako, primer nekega senzorja. Oni senzor lahko zamenjajo, mogoče senzor za polavtonomno vožnjo danes se zgodi nesreča, oni senzor zamenjajo, ne morejo ga pa inštalirati oziroma kalibrirati s samim računalnikom vozila. In v takem primeru je ponovno potreben obisk pooblaščenega serviserja, kjer se ta zadeva s tem diagnostičnim orodjem lahko dokonča. Zakaj pa je to tako zelo ključnega pomena? Če mi nastavitev zgrešimo za pol milimetra, se na razdalji 100 metrov to pozna ogromno, ne? In v tem primeru, če se ne naredi nastavitev tega radarja, seveda ta asistenčni primer ne deluje pravilno in posledično nam lahko povzroča težave med samo vožnjo. Se pravi, da bo avtomobil mogoče zaznal? Zaznal nasproti vozeče vozilo in bo zaznal, da prihaja do trka in bo avto avtomatsko zabremzal. Skozi leta množične rabe se avtomobilski proizvajalci stalno učijo, katere inženirske rešitve so se izkazale kot ozko grlo oziroma kateri sestavni deli se pogosteje kvarijo ter tako vplivajo na kakovost avta, predvsem pa na varnost. In vloga pooblaščenih servisov je tudi stalno izboljševanje našega nakupa. Neodvisni serviserji ne morejo odkriti akcije vpoklica. Se pravi, to je ta rdeča lučka. To je ta rdeča lučka. Se pravi, tukaj gre za vijak trikotnega vodila. To je vijaki na podvozju, katere je potrebno zamenjati. To je varnostna akcija. Mi stranko pokličemo 3-krat, se povabimo na servis in pričakujemo, da se bo stranka odzvala. Žal pa določene stranke naših povabil ne jemljajo resno in do teh popravil ne prihaja. Zakaj pa ne jemljajo resno? Mogoče se bojijo obiska uradnega servisa, mogoče mislijo, da je to povezano s stroški, ampak v tem primeru, ko gre za varnostno akcijo poklica, Kar pomeni, da je brezplačno, ne? je popravilo brezplačno, tako je. Če recimo stranka ne pride, kaj to pomeni v bistvu? Tukaj mogoče edino orodje bi bilo, če bi na tehničnem pregledu, se pravi te varnostne akcije, bile zabeležene tako, da bi bilo vozilo odstranjeno s prometa. Ampak tega zaenkrat v Sloveniji še ni. Kdaj bo, če bo, je res težko napovedovati. Je pa dejstvo, da se to tiče varnosti vseh nas udeležencev v prometu in bi bil tak skrajen ukrep stališča naše družbe skoraj da upravičen. Ampak saj vpoklici so tako ali tako brezplačni. Lastniku avta se na takšnem brezplačnem posegu res ni treba ničesar obvezati. Bosta pa takrat štela izkušnja in pa pogovor. Dobri pooblaščeni servisi se te prilike dobro zavedajo in jo tudi s pridom izkoristijo. V avtomobilnosti se v zadnjem času zelo pogosto vračamo k temi zbiranja podatkov. Podatkov o vožnji, ki jih zbira naš avto. Če ponovimo, v avtomobilih, ne samo novih, tudi tistih že kar nekoliko starih, se že nekaj časa kopiči zelo veliko podatkov. Na začetku so se zbirali seveda tisti mehanski, o delovanju motorja in različnih sklopov mehanskih delov avtomobila. Danes se v sodobnih avtomobilih zbira še veliko več drugih podatkov, tako o lokaciji, hitrosti in vsem, kar smo o avtomobilnosti že velikokrat govorili. Zdaj nastopi vprašanje, kakšno vrednost imajo ti podatki za lastnika avtomobila. Kako pomembno je to zbiranje podatkov v avtomobilih za močno avtomobilsko industrijo, pove tudi zelo živahno dogajanje na evropskem političnem parketu, ki že nekaj časa kaže močen interes iz avtomobilske industrije po tem, da bi zbiranje podatkov pripadalo njim. Njihova filozofija stoji na tem, da so oni tisti, ki so v avto vgradili naprave, v katerih se podatki zbirajo in so torej njihova last. Na drugi strani imamo Avtomoto zvezo Slovenije in druge evropske klube, zbrane v konzorcij v združenje FIA, ki pravijo takole. Teh podatkov v vaših napravah ne bi bilo, če jih ne bi ustvarili mi, vozniki. Torej so naša last. Zato, ker se prav na tem področju že danes najbolj jasno vidi konkretna vrednost, celo finančna vrednost podatkov zbranih v avto. In če bomo o tem,
odločali mi, ki smo jih ustvarili, se bomo lahko odločali, komu jih bomo prodali. Če jih bomo prodali originalnemu servisu ali neodvisnemu servisu, vsak nam bo zanje nekaj ponujal. Zakaj? Zato, ker nam bo lahko za kakovostnimi podatki ponudil tudi najbolj ugodno zanj in za nas storitev vzdrževanja avtomobila. Včasih je za Italijo veljalo, da je to dežela, kjer lahko obiščeš lepe in zanimive kraje, kaj dobrega poješ in seveda popiješ dobro kavo. In ja, na cesti srečaš lepe, za marsikoga seksi avtomobile. Teh je bilo v zadnjih časih vse manj. A zdi se, da prihajajo časi, ko se bo tudi to spet spremenilo. Na ceste bodo zapeljali zanimivi in všečni avtomobili. In ja, italijanski bodo. Slednje so kupci očitno pogrešali, saj se je za novo Alfo Tonale v prednaročilu odločilo že več kot 4000 kupcev, pa je v živo sploh še videli niso. Alfa Tonale pa ne očara samo zunanjostjo. Tudi v notranjosti je takoj prepoznavna Alfa in to ji štejemo v plus. Kako se bo izkazala na dolgi rok, bo seveda pokazal čas. A pri Alfi pravijo, da verjamejo tako v obliko kot v kvaliteto. Še več, trdijo, da je tekmeca dobil celo nemški BMW. In kaj je razlog, da tako močno verjamejo v novo Alfo? The first one. This car is not betraying the initial intention. When you saw the Tonale showcase in Geneva 2019, the second reason is that the software content of this Alfa Romeo is not a software content of 2018, 2019. It's the software content of 2023, 2024, 2025. And third reason, we are back in terms of electrification, but supporting the driver. That's the key point. Alfa Tonale bo na voljo z novim 1,5-litrskim turbobencinskim motorjem, ki mu bo pomagal hibridni sklop. Kupci bodo lahko izbrali med dvema močema, 96 ali 118 kW, pri čemer bo električna pomoč vedno 15 kW. Za prestavljanje pa bo skrbel 7-stopenjski samodejni menjalnik. V praksi se je Tonale izkazala za precej bolj umirjen avto, kot bi od Alfe pričakovali. Z lagodno vožnjo pozitivno preseneti, pri priganjanju pa se zdi, da je moči premalo, pa tudi menjalnik bi lahko bil bolj odziven. A za marsikaterega kupca vožnja sploh ni najbolj pomembna. Raje si želijo všečnega videza in udobja. Tu Tonale ne razočara. 4 paketi opreme, ki zunanjost prikrojijo željam kupca, ter bogata vsebina v notranjosti, ki po italijanskih besedah prinaša največ tehnologije, kar so jo kadarkoli vgradili v Alfa. Seveda bo Tonale povezana s spletom ali z voznikovim pametnim telefonom, prvič pa bo lastniku na voljo tudi digitalni certifikat NFT. Z njim bo mogoče kadarkoli prikazati zgodovino avtomobila, od servisov, morebitnih težav in na vse zadnje prevoženih kilometrov. Prihodnost za Tonale se zdi svetla, kakšna pa dejansko bo, pa bo potrebno še malce počakati. Ostanite z nami tudi po pauzi, ko zapeljemo Fiat Tipo Cross in spoznamo Citroën Berlingo, ki je našel novo pot med potniškim in tovornim prometom. Potem pa vstopimo v prav posebno tovarniško delavnico, v kateri celo tisti, ki so ji že na začetku poti dali življenje, zdaj obnavljajo stare Renaulte. Pri Fiatu mu sicer pravijo križanec, a v resnici je le malce predelani običajni Tipo. A ker so lani pri Fiatu Tipu namenili tudi osveženo obliko, je celotni paket povsem spodoben. Notranjost nekako sledi zunanjosti. Ni presežkov, pa tudi večjih zamer ne. A če upoštevamo, da je Tipo na voljo za precej ugodno ceno,
bi notranjost lahko označili celo za povsem spodobno. Novi sedeži bi sicer lahko nudili več bočne opore, a po drugi strani tipu cross hitra vožnja niti ne ugaja najbolj. Novi merilniki so preprosti, a ponujajo vse informacije, ki jih voznik potrebuje. Pohvaliti pa velja nov radio oziroma enoto Uconnect 5 za 10,25-palčnim zaslonom, občutljivim na dotik. Deluje odlično, rokovanje z njim pa je logično in enostavno. Ponuja pa tudi Apple CarPlay in Android Auto. Za pogon v testnem tipu Cross je skrbel 1,6-litrski turbodizel, ki se povsem ujema s filozofijo avtomobila. Ni pretirano zmogljiv, a je po drugi strani nadpovprečno gospodaren. Ob tem velja pohvaliti še uglajeno delovanje motorja in pa odlično zvočno zaščito potniške kabine. Udobnost vožnje pa zagotavlja prenovljeno vzmetenje, ki ne razočara niti na slabši podlagi ali makadamu. Zdajšnji tipo je od prvotnega povsem drugačen. Ne le ta v različici Cross, tudi sicer je poslanstvo tega avtomobila povsem drugačno. Če je prvotni navduševal z obliko in zmogljivostmi, je zdajšnji predvsem racionalen in gospodaren. Na koncu pa ne gre prezreti niti cenovne dostopnosti, ki je morda njegov največji adut. Dober dizajn avtomobila je ena kvaliteta, njegova praktičnost pa druga. No, kaj pa če to združimo? Inženirji so pri razvoju novega Peugeota 308 v karavanski izvedbi poskušali narediti prav to. In ta elegantni uporabnež je zdaj pripeljal tudi na slovenske ceste. Segment, v katerem nastopa novi 308, je v zadnjih letih v Sloveniji precej upadel. A pri Peugeotu verjamejo, da bo zanje ostal zelo pomemben. Kako to? Nekateri imajo veliko raje, sedenje bliže cesti, bolj čuti s cesto, bolj dinamična je lahko to vožnja. Po drugi strani, ravno zaradi ugodnega CX faktorja, se pravi nizka poraba goriva zaradi dobre aerodinamike. In pa tretja, mislim, da stvar, ki je zelo pomembna, sploh pri karavanski različici. Ta avto za svojo velikostjo, za svojo prostornostjo omogoča skoraj več prostora, kot pa marsikateri športni terenec. Več kot športni terenec in seveda več kot običajna kombi-limuzinska različica. 308 SV namreč ponuja približno 6 cm prirastka pri medosni razdalji in več kot 20 cm prirastka pri zadnjem previsu. S tem pa je največ pridobil prav prtljažnik, ki ima zdaj 608 litrov uporabne prostornine ob postavljeni zadnji klopi, tako pa je približno za tretjino večji. Kljub karavanski obliki pa 308 ostaja odličen na področju aerodinamike. Njegova oblika namreč omogoča količnik zračnega upora le 0,277. Oblikovanje samega vozila ni čez noč. Sploh, če si konkretno pogledamo ta predel pod zadnjo šipo, ki že pri karavanski različici nekako nismo navajeni na te robove, na spoilerje mogoče in ta avto resnično želi po eni strani pokazati to svojo dinamiko, po drugi strani pa vsak element, še tisti, najbolj naključen, ponavadi ima svojo vlogo. Tukaj Peugeot za tem vozilom cilja tako, na tiste uporabnike, ki so že do zdaj vozili modele serije 3, se pravi 308, še mogoče tudi 307 prej, tudi mogoče tisto 407, sploh v karavanski različici, ni bila na prav način nadomeščena in ta avto za svojo dimenzijo in svojo prostornost prav gotovo omogoča, da tudi te stranke, ki so včasih bile izjemno zadovoljne, recimo 407 SV, da najdejo pravega naslednika morda v tem vozilu. Berlingo je leta 1996 ustanovil nov avtomobilski segment in vse odtlej je izredno priljubljen tudi pri nas. Prva vest, ki vam jo moramo povedati v tem prispevku je, da je Berlingo postal električen. Kako torej, da se je Citroën odločil za to potezo?
Vozilo Berlingo je bilo eno najpomembnejših vozil v Sloveniji, kar se tiče znamke Citroen, tako da definitivno zelo drzen korak, ki ga bomo po mojem mnenju in po mnenju znamke uspešno premostili, saj tehnologija, ki jo ponuja znamka Citroen, že dobro poznana, ponujamo tudi na drugih vozilih, kot je vozilo C4. Po tovarniških podatkih lahko ta avto z enim polnjenjem prevozi do 280 km. Hkrati pa je tukaj tudi eden zelo pomembnih poudarkov, da električna izvedenka res ohranja vse tiste elemente izvedenk bencinskih in pa dizelskih motorjev. Kljub temu še vedno ni napočil čas za popolno slovo običajnega Berlinga. To je namreč različica N1, torej tovorni Berlingo, in tega še naprej poganjajo klasični motorji. Pri Citroenu pravijo, da je ohranil vse prednosti enoprostornega vozila. Gre namreč za 5-sedežno tovorno vozilo, ki ima po pravilih kategorije N1 takole potniški in tovorni prostor ločen s pregradno steno. Uporabna dolžina tovornega prostora je 1 meter. Z vidika varnosti omogoča omenjena različica, da naložimo lahko prtljago praktično do vrha. Hkrati pa nam omogoča tudi vožnjo hišnih ljubljenčkov, saj imamo že fiksno pregradno steno med potniškim in pa tovornim prostorom. Polica v prtljažnem prostoru je dvonivojska, se pravi, jo lahko postavimo tudi na sredinski del. Ena zelo pomembna funkcionalnost Berlinga pa je tudi ta, da se zloži sovoznikov sedež, kar nam bo na koncu definitivno omogočalo prevoz tudi kakšnih daljših predmetov kljub fiksni predelni steni med potniškim prostorom in pa prtljažnim prostorom. Kakovostne obnove starih avtomobilov so v ekspanziji. Pravzaprav je celotna avtomobilska branža postala v zadnjih letih velik generator novih delovnih mest in dobrih zaslužkov. Izbrani avtomobili, ki se kakovostno obnovijo, pa na trgu dosegajo zelo visoke cene. Vse skupaj postaja vedno bolj podobno zbirateljstvu umetnin. In zato so se nekateri proizvajalci, uradne tovarne odločili, da del svojih tovarn oziroma servisov namenijo tudi restavriranju oziroma servisiranju, obnavljanju teh svojih starih modelov z originalnimi deli vred. In nekaj podobnega so naredili v Franciji in tam smo jih obiskali. This is not new. At the very beginning of Renault, they were already refurbishing the cars. What is new is that we are doing it in an industrial way. We are here in the plant with the skills of the plant and a management system exactly as for the plant. The process is like in a plant too. Being in a factory, it's a little bit different. The skills and the process are quite similar. Ogledali smo si torej proizvodni obrat, v katerem Renault na industrijski način obnavlja avtomobile. Ampak čeprav med nakupovanjem česarkoli pogosto zasledimo izdelek, ki ni nov, ampak ponovno nov, je vendarle novo prav to, da je Renault v tem vidu dober posel. Namreč obnovo ponavadi naročijo trgovci pri usposobljenih serviserjih, tukaj pa je v posel vstopil kar avtomobilski velikan. Pravi, da so časi primerni. Po eni strani so namreč novi avtomobili vse dražji in teže dosegljivi oziroma dosegljivi kvečjemu z ugodnimi finančnimi produkti, kakršen je recimo način financiranja z odkupom. Tega izbereta že kar 2/3 vseh Renaultovih kupcev. Financiranje, pri katerem avto vrnemo po običajno 3, 4 ali 5 letih, pa je hkrati prav tako voda na mlin obnovi avtov. Seveda, le nekaj let uporabljeni Renaulti so lahko uporabni še vsaj 2-krat toliko let, kot običajno traja prva raba avta. In Renault prav v tem vidi posel zase. Posel s tem drži pri sebi bistveno več let. No, glede na to, da smo v tovarni, vprašajmo vprašanje, ki ga vprašamo ob ogledu vsakega tekočega trgu. Torej, koliko je tega posla? We are targeting 130 per day. It means 3,000 per year in 2 shifts and 45,000 per year in 3 shifts. Torej, narejeno s tovarniškim znanjem, ceneje in obnova je opravljena tudi hitreje. As soon as the photos are taken, we can begin to sell the car. The whole process from dealer to dealer, we are planning to do it in 10 days.
So it's 2 days of transport, 6 days in the process here. In the dealers today they are doing it in 21 days. So we are divided it by 2, doing with an industrial way. We cannot decide now to treat all the vehicles. It's an economic equation, but we know that it will be more profitable to treat more older and older cars. And if we do so, we will have to not only refurbish the bodywork and so on, but we will have to do more things on the motor, on the media nav, some points like this, because the customers will need it. Z drugimi besedami, posel ne bo ostal samo pri vgrajevanju nove, ampak za starele opreme šel bo tudi v smeri nadgradnje avto z novo tehnologijo. Na ta način bomo lahko dalj časa uporabljali svoj ljubljeni avto. Ampak, a nadgradnje pomeni tudi zamenjava motorja za električnega? Turning to electric is not very difficult. Technically, there is no issue. It's only a cost issue. Today it's too expensive, but we know that they will arrive. And we are in the right context, and we have the right tool to do it. For us, it's around in 2 or 3 years, in large scale. But it's not only depending on us. For us, it's important to have the electric technology, to have the hydrogen technology, and to be able to accelerate when it will come. But the speed it will come, it does not depend from OEM. It depends from the global economic context, the legislation, and so on. So our job is to be ready to accelerate when it will come. In prav zaradi teh vidikov je Renault svojo prvo retovarno ustanovil v Flanu. To je pravzaprav eksperimentalni oddelek, razvojni oddelek. In kot smo slišali, to je mesto, kjer Renault razvija gorivne celice, tukaj razvija industrijske postopke reciklaže baterij. V Flanu Renault testira rešitve, ki jih bo slej ko prej uveljavil tudi drugje. Morda tudi v Novem mestu, kjer pa rešitve iz Flana gledajo zadržano in brez komentarjev v kamero. Seveda jih razumemo, kajti tovarna v Flanu že na prvi pogled izgleda bolj prazna, kot smo navajeni v klasičnih avtomobilskih tovarnah. To vam lahko na primer dokažemo s svežim primerom iz Raboza, kjer smo si nedavno ogledali oddelek, kjer sestavljajo baterije za električnega Twinga. Danes smo se v oddaji lotili teme, ki je, lahko bi rekli, zelo nehvaležna. In sicer servisiranje avtomobila, ki je za povprečno slovensko družino, ki ima od 2 do 7 avtomobilov pri hiši, kar zajeten zalogaj, ko pride do finančnih obračunov. In zato se velikokrat vprašamo, pooblaščen ali nepooblaščen servis. Enako skrbno, kot zbiramo en ali drug servis zaradi cene, ki nam jo ponuja za neko storitev, pa bi v resnici morali biti tudi skrbni pri tem, da pazimo na to, da je pri enem ali drugem storitev opravljena v enakem obsegu. In tudi na to, da je opravljena dovolj kakovostno, da serviser podpiše svoje delo, saj s tem tudi prevzema odgovornost za to, da je delo upravljeno dobro in da je naš avto varen. No, mi prevzemamo odgovornost, da bomo z vami spet čez teden dni in da bodo na našem YouTube kanalu tudi razširjene tematike oziroma razširjeni testi vseh avtomobilov, ki jih peljemo. Srečno!